Skoraj 500 let je minilo od 31. oktobra leta 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther na vrata Wittenberške cerkve nabil 95 tez, v katerih je obsojal tedanje ravnanje rimskokatoliške cerkve. In tako se je začela reformacija. Ena od njegovih zahtev je bila tudi, da vsak vernik sam v svojem jeziku bere Sveto pismo. V tistem obdobju, natančneje leta 1550, smo tudi Slovenci dobili prvi knjigi, Abecednik in katekizem Primoža Trubarja, ki je moral začeti praktično iz nič. Da pred Trubarjem pravzaprav skoraj da nihče nikoli ni zapisal slovenske govorjene besede, da ni bilo ne črkopisa, ne pravopisa, ne slovnice, slovarjev. No in tako je na nemško izgnani slovenski protestantski duhovnik Primož Trubar napisal prvi slovenski knjigi, katekizem in abecednik leta 1550. Njegovemu zgledu so sledili številni drugi protestanti, predvsem tisti, ki jih je učil sam. So to Jurij Dalmatin, Sebastian Krelj, Adam Bohorič in ostali. No, vsi ti ljudje v drugi polovici 16. stoletja so nam dali seveda veliko število tako prevedenih kot izvirnih slovenskih verskih besedil, kot tudi jezikovne priročnike za učenje slovenskega jezika. Vrhunec ustvarjalnega zagona tistega časa pa je bil gotovo prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina v slovenski jezik. To je bila naklada 1500 izvodov tega izjemnega dela, s katerim je takrat Dalmatin dokazal Evropi, da je bila slovenščina že v 16. stoletju leksikalno tako bogat jezik in v vseh ozirih tako razvit, da je bilo možno vanj prevesti tako zahtevno besedilo, kot je Sveto pismo. V okviru protestantizma in slovenske protestantske književnosti smo torej Slovenci dobili slovenski knjižni jezik, to so bili začetki slovenske nabožne književnosti in tako se je močno dvignila tudi izobrazbena raven slovenskega naroda. V okviru protestantizma in slovenske protestantske književnosti smo torej Slovenci dobili prvi oziroma slovenski knjižni jezik, začetke slovenske nabožne književnosti, prve knjige. In v skladu s tem se je seveda močno dvignila tudi izobrazbena raven Slovencev. No, danes imamo ohranjenih približno 280 oziroma nekaj čez 280 teh izvirnih slovenskih tiskov, primerkov, 280 primerkov izvirnih slovenskih tiskov 16. stoletja. Na prvem mestu po številu ohranjenih izvodov je Dalmatinova Biblija. Ohranjenih jih je 66. Enega hrani tudi novomeška knjižnica in si ga lahko vsakdo pod posebnimi pogoji tudi ogleda. Dragocenost izvoda namreč zahteva tudi posebno hrambo. Kar pomeni seveda posebne mikroklimatske pogoje, da ne pride do poškodb in da se čim bolj podaljša življenjska doba temu gradivu oziroma da ga ohranimo glede na izreden pomen seveda tudi našim zanamcem. Ob dnevu reformacije so v novomeški knjižnici pripravili posebno razstavo. Faksimilirane izdaje protestantskih del Trubarja, Dalmatina, Krelja, Bohoriča. Na prvem mestu seveda zopet faksimile Dalmatinove Biblije in ostalih Trubarjevih del, kot je recimo Hišna postila, Cerkovna ordnunga, Pesmarice in pa naprimer Bohoričeva slovnica oziroma Zimske urice, Kreljeva Otročja Biblija. Reformacija in protestantizem, ki sta Slovencem prinesla prvo tiskano knjigo, sta izjemno pomembna za nastanek in obstanek slovenskega naroda. In danes si težko predstavljamo, kako težko je bilo v tistih tudi nevarnih časih izdati knjigo. To so zmogli v tistem težkem obdobju res ljudje, ki so bili izjemni, ki so imeli znanje, ki so imeli voljo, moč in pa predvsem ljubezen do domovine. Kot vemo, je bil Trubar izgnan kot protestantski duhovnik na Nemško in je ustvarjal pravzaprav na tujem.
za nas.